Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes gostim modno oblikovalko Natali Colner iz BB Plus Fashion iz Maribora. Natali, kaj povedo oblačila o nas? Oblačila so komunikacija s svetom. Torej, komuniciramo verbalno in neverbalno. In oblačila so naši zavezniki. Povzdignejo nas, dajo nam energijo, dajo nam žar v očeh, podprejo nas, tiste dobre občutke izzovejo in kažejo tudi spoštljivost do sebe, do okolice, s primernostjo dogodka, torej izbiramo glede na dogodek, ki se ga udeležujemo. In prav je, da tako naredimo. In vse to je naša celota. Naša celota. Ja. O tem, kako je Natali našla svojo pot v svojo strast do oblikovanja oblačil in kaj vse sporočamo z oblačili, pa v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes gostim izjemno žensko, Natali Colner, profesorica nemščine, ki je skoraj 17 let poučevala, a je nato zbrala pogum in svojo strast do mode spremenila v poslanstvo. Ustanovila je svojo blagovno znamko BB Plus Fashion in ustvarja modo v središču Maribora, ki povezuje eleganco, športno eleganco, visoko kakovost in vsakdanjo izraznost. Povezana je z naravo, družino in verjame, da moda ni le oblačilo, temveč komunikacija s svetom in seboj. Zelo sem vesela, da je danes moja gostja, zato draga Natali, srčno dobrodošla. Najlepša hvala. Vesela sem, da sem tukaj danes. Tudi jaz. Natali, dava začeti pri tebi. Kdo je Natali kot ženska? Kako bi se opisala? Natali je v prvi vrsti mama, predana, ljubeča, tudi stroga, je partnerka, ki verjame v odnose, v spoštovanje, v trud. Je oblikovalka čez in čez, z veliko mero estetike, je pa tudi tudi zelo čustvena ženska, ki si dovolim svoja čustva, ki jim zaupam, ki sem tudi stroga do sebe, dosledna, delavna, vedno iskrena in to v bistvu zahtevam tudi od ljudi, s katerimi sem obdana, no. S tem pa tudi zelo hvaležna za vse ljudi, ki vstopajo v moje življenje, ki jih smem spoznavati, za trenutke, za naju danes. Ja. Tako da hvala. To je res posebno dragocen trenutek, da si ti danes z mano. Bomo o tem seveda še več povedali, ampak vrniva se najprej v tvoje otroštvo. Odraščala si v Avstriji. Tako. Pri ženski, ki si jo klicala babica, pa ni bila tvoja babica, ampak te je čuvala, ko so starši delali. Tako. Potem si prišla pred šolo v Slovenijo, kjer te je potem čuvala tvoja babica. Kako se spominjaš otroštva v Avstriji, pri babici? Zagotovo me je oboje zelo zaznamovalo. V bistvu sem torej odraščala pri zelo preprosti ženski, ki mi je bila kot babica. Dala mi je v bistvu korenine, dala mi je tisto pristnost, pokazala mi je, kako pomembni so odnosi, kako pomembno je, da se spoštujemo, da so tiste malenkosti v življenju pomembne, pokazala mi je, koliko ti da, če okušamo, če vonjamo, če doživljamo z vsemi čuti. Torej, bila je zelo ljubeča, bila mi je zelo predana, nikoli mi ni nič manjkalo. Čeprav sem pa nekje v notranjosti ves čas vedela, da pogrešam starše, da jih ni, ne. Da jih ni, ne. Pa da si nekje drugje
vseeno si tujec. Čeprav mi nišče ni tega nikoli dal čutiti, no? Ampak sem nekje vseeno vedela, tudi že kot manjša. Potem, ko sem se pa vrnila v bistvu v Slovenijo, k svoji resnični babici, je pa to zame bil spet nekdo nov, ki ga torej nisem imela od vsega začetka. Se pravi, jaz sem prvih 7 let preživela v Avstriji za tisto svojo babico in teta prave v bistvu nič kaj nisem poznala. Tudi za starši nisem imela tako pristnega odnosa, ker sem jih videla enkrat na teden, maksimalno 2 uri. Tako. In tudi potem pri svoji pravi babici mi ni nikoli nič manjkalo. Bila sta res zelo ljubeča, zelo predana. Katere modrosti sta ti obe babici predali, ki so še danes dragocene? Delavnost je sigurno ena izmed njih. Zagotovo. Disciplina, spoštovanje, ceniti skupne trenutke, ceniti bližino ljudi, ceniti iskrenost, spoštovati drug drugega. In vse to v bistvu že celo življenje živim. Torej, tako sem se učila, tako mi je bilo dano, to so mi pokazali. In v bistvu si kot otrok, kot ena spužva, vse to srkaš. In če ti je tako pokazano, torej, če ti to doživljaš, če si ti v tem okolju, potem se mi zdi, da tako tudi sam se razvijaš in to potem daješ dalje. Jaz to predajam svojih hčeri. To sem te hotela vprašati, ali to predajaš tudi naprej svojih hčeri na tak način, kot si sama prijela, ali si posodobila? Sem posodobila, zato ker vse to, kar sem jaz čutila, da sem si želela, pa nisem imela, čeprav mi ni nič manjkalo, ni to kot očitek. Vse to zdaj skušam nadoknaditi in dajem svojih hčeri. Ta čustveni aspekt, mogoče ta prekinjen stik s starši je verjetno manjkal. Tako. In to zdaj res predajam. Torej res si vzamem čas zanjo, se ji popolnoma odprem, sem res vedno iskrena, ve, da sem vedno tukaj za njo, tudi če naredi napako. Torej dovolim ji biti res svoja, se razvijati, vedno pa vedeti, da ima varnost pri meni, da je ljubljena, da lahko dela napake, da sem vseeno tukaj, da jo bom vodila, ampak da ji dovolim, da se sama razvija. Da se sama razvija. To je najbolj dragoceno, kar lahko predamo otrokom, da vedo, kje imajo korenine, a hkrati jim damo krila, da lahko poletijo v svoje življenje. Pa da jim ne režemo kril, ne? Točno. Ti si od nekdaj oblikovala, ustvarjala. Tako. Pa si kljub temu izbrala, bom rekla, poklic, ki mogoče je deloval bolj resen, bolj spoštovan, bolj seriozen. Misliš, da je mogoče tudi to odraščanje v Avstriji in stik z nemškim jezikom vplival na tvoj izbor, da si študirala nemščino in postala profesorica nemškega jezika? Zagotovo. Zagotovo. Tako bom rekla, včasih smo živeli in razmišljali drugače. Torej, naši starši in okolje nam torej ni dovolilo, da bi kar lahko sledil svojim sanjam, da bi kar lahko počel, kar si zaželel. Ampak je bilo treba izbrati torej nekaj, kar je imelo prihodnost, kar je zagotovilo reden dohodek, kar ti je dalo neko socialno varnost, kjer so bili temelji točno določeni, kjer si ti vedel, kaj te čaka, kjer je bila redna plača nekega točnega dneva v mesecu, ki ti je omogočila to in to, kjer si imel možnost napredovanja. In se pravi, poklic profesorice je to vse bil. Poklic oblikovalke je pa nekje skrival neko negotovost, neko odvisnost od povpraševanja, od uspeha, od vložka. Tako da sem se odločila v bistvu zaradi tega, ker so tako nekako tudi od tebe pričakovali. Tako pričakovali in pač v tistem trenutku nisem bila dovolj močna oziroma verjetno še premlada, da bi pa rekla ne, to pa ne, jaz bom pa zdaj šla to pot.
Je pa seveda potem ena taka pot tudi vedno povezana s financami, s pogumom. Ampak ti si izbrala potem po 17 letih ta pogum. Kako se spomniš tega trenutka? Pravzaprav z enim takim strahospoštovanjem, z mešanimi občutki, z željo ustvarjati, čim prej začeti, s tistimi mravljinci, tam, da že lahko, ne. Hkrati pa je tukaj tista stvar, tista stran, ko ne veš, nekaj novega boš, torej malce strahu, malce negotovosti, strah pred neuspehom. Kaj bo okolica rekla, ne? Tako, kako te bodo sprejeli, če boš sploh zmogel, kako boš sploh začel, to je nekaj čisto novega, to je v bistvu kot skok. Prazno, ne, ne veš, kaj je tam, ne. Ampak veš, kaj pravi en dober pregovor? Da te življenje ima rado in vedno te bo ali podprlo, da ti ponudi tla pod nogami ali stopnico, ali pa ti da krila, da poletiš. Res je. Samo odločiti se moramo, da se vržemo iz tega, ne? Ampak to pa res terja tako eno veliko mero poguma, ki se mi zdi, da kar mora nekaj časa zoreti. In potem v nekem trenutku enostavno začutiš tak. Zdaj sem jaz na tej točki, ko moram nekaj spremeniti. Tukaj ne čutim več vsega, kar bi si želela, vlečete nekje nekam drugam, ves čas si z mislimi mogoče že nekje druge. V nekem loncu te kuha, ne? Tako, ampak to pravzaprav ni trenutek, to zori, to so ideje, to potem razvijaš, v mislih že počneš, vizualiziraš. Jaz sem že taka, da vse vizualiziram, kličem, doživljam v tistem svojem svetu in pravzaprav že živim v sebi nekaj, vse sem že doživela, vse sem si že zamislila, vse sem že in to je manifestacija, tako manifestirala. To je manifestacija. Kaj si zmanifestirala, pa bova se pogovarjali v nadaljevanju. Počakajte z nama, greva samo na en kratek odmor. Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, nazaj oddaja Pristna ženska, v kateri danes govorim z modno oblikovalko Natali Colnar. Natali, tvoje izhodišče je, da oblačilo ni samo obleka, ampak je naša komunikacija s seboj in svetom. Tvoja blagovna znamka Baby Plus Fashion v Mariboru nosi kakšno sporočilo? Nosi sporočilo, da so oblačila naši zavezniki, da nam pomagajo izraziti sebe, v bistvu z njimi komuniciramo, tako kot komuniciramo verbalno, komuniciramo tudi neverbalno in oblačila so en del tega. Torej ne le pričeska, ne le nasmeh, ne le gestika, ampak tudi oblačila, z njimi vedno nekaj sporočamo. Poročamo, da spoštujemo okolico, da smo pristne same, torej takšne, kot smo, da se svetu pokažemo takšne, kot smo. In oblačila nam to olajšajo. Lahko nam dajo samozavest, lahko nam dajo tiste občutke posebnosti, lahko nam dajo žar v očeh. In res se trudim delati kose, ki nam dovolijo, da se dobro počutimo, da živimo sebe, da jih lahko nosimo dolgo časa, da jih lahko to negujemo, da nas podprejo. Da nas podprejo v tem, kar smo, ne? Tako, in to se res trudim za vsakim kosom, ker res za vsakim kosom je zgodba. Je zgodba, ne? Zamišljena, 100-krat pretehtana, preizkušena in potem do končne slike res takšna, ki podpre, ki povzdigne. Povzdigne žensko. Se lahko poveva zgodbo o moji obleki, ker danes nosim tvojo obleko iz Baby Plus Fashion. In čudovita si. Ja, hvala lepa, pa si imela najprej v mislih eno drugo. Joj. In ko sem prišla, se nisva našli, kaj ne? Tista je bila cel polom, črno-bela, zamislila sem si jo, videla sem te v njej.
In potem sva jo pomerili in Ni bilo klika. ne, nista se našli, nista bili sploh kompatibilni. In študiram, ojoj, kaj bomo zdaj napravile. Nič, poskusiva eno črno, v Ste še kateri dobila svoj oder? v tisti si zaživela. Po vsem sta se zlili, neverjetna energija, isker v očeh. Takoj si jo začutila in jaz tudi tebe v njej, živele sta. Ja. Skupaj sta bili eno, no. Potem sva pa poskusili še tole tretjo rdečo, ki je tudi čisto tvoja. Vdahnila si življenje, tako da sem zelo vesela, da jo danes nosiš. Hvala lepa, res si jo izbrala. Se vidi, da res izbiraš obleke, ki sedajo na žensko, da se res zlije oblačilo z žensko in njeno energijo. Vedno pazim, da je ženska res ženstvena, da torej poudari, da poudari ženske Silueto, ne? atribute, Ja. silueto, ne preveč, torej ne v drznost vedno, torej morda kdaj želimo, Ja, ampak ne vedno, ampak da je res naša zaveznica, da nas podpre, da nas povzdigne. To vse imajo moč oblačila, ne? imajo. Tako. Res sporočajo. Odnos do sebe in do sveta. Tako, Ne? in samozavest nam dajo. Res je. One so tukaj, da nam pomagajo. Da nas Ker podprejo. če se počutimo dobro, če se pogledamo v ogledalo in smo si všeč, Ja. če se torej počutimo dobro, funkcioniramo drugače. Res je. Čisto drugače nastopamo, okolica to vidi. Ja. Okolica vidi, če se mi dobro počutimo. In mi smo čisto drugače v nekem dnevu, ko smo skladne same s sabo, vse lažje teče, Res je. vse gre z nasmehom. To je del tvoje, ne bom zaravno rekla identitete, ampak Ampak je. na nek način izražaš Tako. sebe, svoj unikaten stil, svojo pristnost sebe in svoj odnos do sebe. Ne? Do sebe in tudi do okolice, Ja. ker je meni predvsem zelo pomembno, da oblačila vedno izbiramo V skladu z... tako, z z priložnostjo. dogodkom, s priložnostjo, Ja. da je torej na mestu. Tako. Tako. Da res in s tem res tudi pokažemo spoštovanje do sebe in do okolice Tako, oziroma do tako. dogodka, ne? Ampak živimo pa v svetu hitre mode, instant Ja. potrošništva, naglih, modnih trendov. Ti pa zagovarjaš kakovostno, trajnostno modo, ki je na nek način unikatna, ker ne delaš masovne proizvodnje in res želiš, da obleka najde žensko. Tako. Kako ohranjaš to vizijo v tem hitrih spremembah? Vedno stremim torej za tem, da so res kosi kakovostni. To pomeni, da ti izbereš en kos, ki ga boš dolgo časa nosil in ki ga z lahkoto kombiniraš. Torej gledam, da vedno delam kose, ki nam to omogočijo. Se pravi, če ti zdaj izbereš eno črno oblekco, ki je mogoče klasična do kolen, ki nima nekih takih posebnosti, upadljivosti, ampak je na nek način klasična, pa vendar pokaže silhueto. To je en kos, ki ga ti lahko kombiniraš na različne načine. Na 101 črni Tako, način, pravijo tako. mala črna oblika, ne? Tako, in zdaj greš ti za to oblekco v službo in imaš čez mogoče en klasičen suknjič in eno petko, srednje visoko, eno torbico, čist klasično dnevno, je to torej obleka, s katero si v službi. Pa veš, da boš zvečer še moral, ne vem, en sestanek, ki se bo morda prelevil v eno večerjo, pa ne bo časa za preoblačenje, za skok domov. Torej, samo zamenjaš dodatke. Ja. V tej enaki obleki ostaneš, ampak petka bo morda malce višja, torbica bo manjša, nakit bo bolj bogat. Ta ista obleka je v funkciji večerne kreacije in ti bo dala en tisti žar in bo malce več pokazala, ker ne bo več suknjiča. Ja. Spet tretjič bo pa ta oblekca morda v kombinaciji z enimi mokasini ali teniskami in ogrnjeno džins jaknico. In bo torej nošena, živela bo. Tako da jaz vedno rečem, investirati v kose,
ki nam omogočijo tisto bazično garderobo in potem samo izbirati dodatke in nam oblačila dolgo trajajo, jih ponosimo, se na njih zanesemo, se v njih dobro počutimo, tudi ko potujemo, vzamemo zdrav, nič ne bo narobe. Sploh ne bo videno, da je to obleka, ki ves čas mogoče živi s nami. Samo je res potem ponosiš, ne ostane Tako. kot nekakovosten izdelek ali pa oblačilo v tvoji omari, ki se po prvem pranju zgubi, ne? In veš, da je to kos, v katerem se dobro počutiš, ne vem, v katerem se ne potiš, ki če se ne bo zmečkal, ki ti bo cel dan dal neko svobodo, da se ti lahko gibaš, kot se moreš, da si torej samozavesten v tistem. In res se trudim delati kose, ki nam to omogočajo. Kako izbiraš materiale, dizajn, stil, odkot črpaš iskre? Zelo vizualna sem. Torej, materiale izbiram prvi vrsti po kakovosti. Potem seveda glede na to, kaj želim doseči. Zdaj, če je to ena taka obleka, ki nam mora služiti cel dan, potem je to fino, da je to ena neutralna, ena tkanina, ki se ne sveti, ki nima nič posebnega, ki je torej dovolj neutralna, da jaz lahko kombiniram k njej karkoli želim. Da torej z dodatki delam. Če pa zdaj želim jaz eno večerno glamurozno zadevo, pa je to potem seveda nekaj drugega. Materiale moram vedno videti. Torej sem na sejmih, moram videti, kako pade, moram ga prijeti, moram videti silhueto, kako deluje. Torej vedno potipam, začutim, doživim, tako da obiskujem sejme. Cel čas spremljam torej novosti, predvsem pa ostajam zvesta kakovosti. To mi je v bistvu največ. Tu se potem gradi tudi zaupanje z ljudmi, ki mi zaupajo, torej vedo, da bo kos kakovosten, da ga bodo lahko dolgo časa nosili, da ga bodo lahko negovali, da bo čisto njihov. In tudi obisk pri tebi ni klasičen nakup oblačila, ampak je res doživetje. Hvala. Ja, res je doživetje in verjamem, da je to tista posebna iskra, ki verjetno tudi tebe vedno znova prižge, ko vidiš, kako se tvoja obleka, tvoj dizajn zlije za žensko, ki ga bo nosila. Rabim to. Rabim ta osebni stik. Rabim doživeti osebo. Zelo težko kreiram, recimo, za nekoga, ki ga ne poznam. Lahko to naredim, ampak ni nujno, da bo potem uspešno. Lahko z nekimi neutralnimi kosi, ampak rada vidim, ko stopite pred ogledalo, kako se počutite. To je takoj vidno. Na obrazu ženske vidimo, če se je ženska takoj našla v nekem kosu. Torej, rabim ta osebni stik, rabim odziv. In največ seveda pomeni, če greste nasmejane, če greste zadovoljne. To pomeni, da se boste vrnile, da boste rade nosile, da boste živele nek kos, da bo dihal z vami, da ne bo nekje v omari čakal nekih posebnih prilik in bo mogoče enkrat, dvakrat na leto prišel do izraza. Tako, drugače bo pa tam v omari. Ampak naše babice so odraščale v času, ko je bila miselnost, da je treba najlepše oblačila hraniti za posebne trenutke. Ne samo oblačila, tudi najlepši porcelan, najboljšo posteljnino, to so bile vedno samo za posebne trenutke. In ti posebni trenutki dostikrat niti niso prišli. Ti imaš drugačno stališče, jaz se pod njim podpišem. Res je. Podpiši ga. Absolutno zagovarjam, da ne čakati posebnih priložnosti, ker je vsak dan posebna priložnost. Se strinjam. Torej, ne vem, kupiti nek kos, ki nam je zelo všeč, morda smo ga dolgo časa gledali, morda smo ga vizualizirali, morda smo vložili malce več denarja v en kos. In potem ga prinesemo domov in ga pospravimo v omaro. Ne, treba ga je nositi. Se pravi, vsak dan si ga privošči. Če je to zdaj neka posebna bluza, lahko je to ena svilena bluza, v kateri se božansko počutimo. In prav je, da si jo večkrat privoščimo. Torej,
ona nam bo dala tisti žar. Ona nam bo dala energijo, da bomo žarele, da nič posebnega ne bo, ampak neka bluza bo na nas in objela nas bo, podprla nas bo, samozavest nam bo dala. Enako je recimo z nekim posebnim spodnjim perilom. Nihče ga ne vidi. Ampak ti veš. Tam je. Torej, tam je, tebe povzdigne, ti se fino počutiš, ti si misliš, Madonca, danes imam pa toliko energije. Ljudje to vidijo. Se spomnim, da mi je pred časom ena gospa rekla, da zelo dolgo ni oblekla ene bluze, ker jo je pač čuvala za posebno priložnost. In sem rekla, joj, dajte, no, zdaj že toliko mesecev od tega, dajte oblečne. Joj, ne upam, pa bom umazala. Potem pa je prišla čez nekaj dni in rekla, sem oblekla in cel čas sem dobivala komplimente. Tako fino sem se počutila in zdaj res nosim. In to je ta občutek. To je to. Res daj na sebe najlepše, kar imaš, ker poseben trenutek je vsak dan in vsak trenutek je vreden, da ga uživamo. Pa ne samo oblačila. Karkoli. Daj iz tiste najljubše skodelice, ki je res tako, pa čaj je bolj dober, če pijemo iz tiste skodelice. Res je, jaz vedno rečem, pa daj tisti dražji parfum na špricaj. Ker te bo kar tak... Ker nosite po življenju. Tako uživam, jaz rabim to. Tudi jaz. In to je čist pristno žensko. Ja, res je. Še enkrat kot mor bova naredila in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z modno oblikovalko Natali Colnar. Natali, kaj je zate pristna ženska skozi oči modne oblikovalke? Kako bi jo opisala? Pristna ženska je zvesta sama sebi. Torej, živi sebe, dovoli si biti to, kar je, tudi skozi oblačila, dovoli si biti malce drzna, dovoli si biti glasna in tiha in predrzna in drzna in dovoli si biti tudi kdaj malce nežnejša, drugič malce bolj udarna, kdaj malce bolj diskretna, drugič zelo glamurozna. Torej, dovoli si biti v vseh svojih nuancah to, kar je. Pa kako naj ženska to najde, recimo, če sama nima tega občutka? Ti vidiš, ti čutiš, ti zaznaš, ampak nimajo vsi tega daru, kako lahko nekdo prepozna, kaj je pa tisto, kar njega povzdigne, oziroma njo povzdigne. Zdaj, lahko se seveda tudi obrne na nekoga, ki to svetuje, ki to obvlada. Lahko tudi prebira, spremlja novosti, lahko se izobražuje v tej smeri. Lahko pa enostavno eno osnovno, bazično garderobo naredi, si sestavi, to je mogoče 5 kosov, ki jih vsaka potrebuje. Tako kot sva rekli prej, črna oblekca, so to še kakšne črne hlače. Jaz bi izbrala črno. Seveda tukaj poslušamo sebe. Mi smo vsi za črno, nekdo bo raje izbral sivo ali modro, ampak eno bazo, okrog katere gradimo. Pa seveda se prilagoditi malce tudi svojemu stilu, svoji postavi, torej skladno z nami. In če menimo, da sami nismo tako vešči tega, nas ne sme biti strah ali se ne smemo počutiti nelagodno, če torej nekoga prosimo za nasvet. Tudi nam je mogoče malce vodilo, če pri nekem kosu ali pri neki zadevi dobimo zelo veliko komplimentov. Torej, lahko so to barve, ki nas podprejo, lahko so to neki kroji, lahko so to neki dodatki. Torej, najditi tisto, kar je naše in potem to nadgrajevati. Vedno v skladu sami s seboj. Svojo postavo, z okusom, z klasičnimi, bazičnimi kosi in na to potem mogoče graditi neko svojo individualnost. Malo drznosti, malo nekega, bom rekla, stil breaker, neki lomilec, nekega stila, ki potem dejansko izrazi tvoj pristen stil. Res je, res je. Kateri trenutki so pa samo tvoji, Natali? Rabim jih, torej vzamem si jih, dovolim si jih vzeti.
tudi tega sem se morala naučiti. To je mogoče samo 5 minut zjutraj. Vsi smo v neki rutini, vsi nekam hitimo, vsi imamo obveznosti, ampak prav je, da vmes rečemo, tako to je moj trenutek. Jaz rabim rečimo zjutraj malce miru, malce tišine, samote, skodelico čaja v svoji najljubši skodelici, v najlepši, ker je čaj res bolj dober. Rabim, da diši, da me tisti von prevzame, da mi je okus fin, da je malo medu dodan, da je še sladko. Torej rabim to. In tistih 5 minut mi da toliko energije. In res skušam teh 5 minut na dan večkrat vplesti. Mogoče to potem preko dneva 3-4 minutke za en košček čokolade, ko res odklopim, ko ugasnem telefon, ko si dovolim ne dvigniti telefona. Tako, ko se ne odzivam, ko sem res 5 minut samo jaz, čisto v miru, čisto v samoti. To je to, kar rabim in to si vzamem. Včasih pa tudi zvečer, pa potem mogoče ni čaj, ampak je ena lepa glasba, pa svečka, pa mogoče kozarec vinčka. Pa ne vedno, ampak včasih rabim to, da se nekje pocrkljam, da si dam to zase, no, in to si vzamem. In to je tudi pravilno, ker to je ta pot vračanja iz zunanjega sveta v notranji svet, oziroma zjutraj, da se iz notranjega sveta v miru pripravimo za zunanji svet. In to je del naše discipline. Ampak ne kot discipline, kot strogost, ampak kot izraz ljubezni do sebe. Tako, tista milost, tista pocartati se, pocrkljati se, dovoliti si, mogoče, ne vem, biti res taka čist pristna, čist iskrena do sebe, si kakšna čustva tudi dovoliti. Vsa čustva. Jih sprejeti, ne? Tako, ker so naši vodniki. Ko si v miru za svojimi čustvi, greš tudi z mirom v svet, ker veš, kaj je tvoje. In ne zlivaš to na zunanji svet, ker znaš sam najti prostor za njih in jih izraziti. Ali je to z mirnim začetkom dneva, ali je to košček čokoladice čez dan, ali je to čudovita lepa rdeča obleka, karkoli, ne? Tako, jaz sem se naučila vplesti to hvaležnost. Da se zahvalim v vesolje. Da smem ustvarjati, da smem živeti to, kar si želim, da smem zdaj piti čaj v miru, da me nič ne omejuje, da mi nihče ne striže kril, da torej lahko živim to, kar si želim živeti. In to je tako svobodno in tako dragoceno in to je to, no. To je to. To je pristno in svobodno življenje. Res je. Natalija, mi dve bi lahko še dolgo klepetali in tudi bova, ampak v Mariboru ob kavici. Z veseljem. Ja, zdaj bi te pa samo še prosila za zaključno misel, kaj bi želela, da naše gledalke in morda tudi gledalci odnesejo z najinega pogovora? Ja, slediti sebi, dovoliti si, upati si, ne se bati neuspeha, ne se bati napak, padcev. Ko pademo, vstanemo in smo močnejši. Napake nas učijo. Iz vsake napake se nekaj naučimo. Torej, slediti sebi, slediti svojim sanjam, biti drzna, upati si in ne se bati. Torej, biti močnejša, pogumnejša, premagati strah. To je pogum, ne? Da tisti strah, da smo močnejši od njega, da delamo morda majhne korake, ampak jih delamo vedno proti cilju. Tako da, to je to. Ne bi mogla se bolj strinjati s vsem, kar si zdaj povedala, ker so to izjemne modrosti, izjemne dragocenosti, izjemno vedenje pristne ženske. Jaz sem iskreno hvaležna, da si bila danes moja gostja, podelila svojo zgodbo, kako si sledila svoji strasti, kot eno, in kot drugo, kako pomembno je, da ženske uživamo tudi v lepih oblačilih in to vsak dan. Ja, vsak dan. Draga Suzi, hvala za vabilo. Zelo lepo je bilo klepetati s teboj. Hvala, da si sprejela moje povabilo. Zelo lepo, hvala ti. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili z nami. In naj vas Natalijina zgodba res spodbudi, da si tudi vi uresničite svoje sanje
in ob tem, ko uresničujete svoje sanje, najdete tudi svoj stil. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.